Lep dan imamo, tako da se lahko še veselimo lepega, toplega, sončnega vremena. Pa vendarle zadnji podatki okuženih v Sloveniji kažejo, da imamo 248 okuženih, kar pomeni, da številke naraščajo in seveda, da so pred nami tedni, ki bojo zelo ključni tudi za naše normalno življenje in seveda tudi za življenje vseh naših bližnjih. Če želimo preprečiti visok delež okuženih v jeseni, so dejansko res naslednji tedni odločilni, zato je moj današnji poziv namenjen razmisleku in odločitvi za cepljenje. Lahko rečem, da sama verjamem v znanost, verjamem v solidarnost, verjamem v svobodo. Zato sem zadovoljna, da imamo v Sloveniji dovolj na voljo cepiva proti covidu in da je dostopno vsem, ter da si želim, da bi se ljudje odločali za cepljenje, kar nekaj držav je na svetu, ki tega cepiva nimajo dovolj. In to je tudi problem, ki ga obravnava tudi sama Evropska unija. Kot predsednica parlamentarnega odbora za spremljanje rakavih obolenj v Sloveniji želim izraziti posebno skrb, posebno, bom rekla, čutečnost do rakavih bolnikov, ki so ena izmed res rizičnih skupin v naši državi. Seveda so zraven tudi diabetiki, hemofiliki, astmatiki, pljučni bolniki. Tem pa ravno COVID-19 praktično najbolj preti in predstavlja resno grožnjo. Želim si in upam, da se bojo zdravi v naši državi odločili za cepivo, za cepljenje in pokazali solidarnost. Tukaj se lahko pokaže solidarnost do teh rizičnih skupin, ki imajo seveda tudi, poleg vseh teh, kar sem naštela, tudi ostale še pridružene bolezni. Sama sem se cepila, ker verjamem v znanost in verjamem, da znanost lahko zajezi in odpravi tudi to epidemijo COVID-19. Kar se mi zdi pa zelo pomembno, za tudi danes želim podati, je pa poziv invalidom, da je v bistvu po 8 letih bil v Državnem zboru sprejeta sprememba Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki omogoča vsem, ki so utrpeli telesne okvare zaradi bolezni, ponovno možnost pridobitve odškodnine oziroma nadomestila za invalidnost. To je res po 8 letih in je zame, bom rekla, to je res velik uspeh vlade, da je to naredila, da se odločijo, da stopijo do svojega osebnega zdravnika, naredijo oceno invalidnosti in potem to vlogo vložijo na pokojninsko invalidsko zavarovanje, kjer jim bojo seveda odmerili neko denarno nadomestilo. To je sedaj mogoče in želim, ker sem sama prejela kot predsednica pododbora za rakave bolezni izjemno število mailov, sporočil na Messengerju, da želim res dati poziv, da ljudje to storijo, enostavno stopijo do svojega osebnega zdravnika, vložijo zahtevo za oceno invalidnosti in potem vse to, ko dobijo vse te papirje, svojo dokumentacijo vložijo na pokojninsko invalidsko zavarovanje. In še enkrat, res želim, da bi Slovenija, tako kot so včeraj smo stopili skupaj, ko smo sprejeli športnike v tem glavnem mestu v Ljubljani, da stopimo skupaj tudi pri cepljenju in zavarujmo in bodimo solidarni tudi do rizičnih, do bolnikov in seveda do vseh nas in do samega sebe.